Če radi jeste ribe, bo današnji zadnji prispevek prav za vas. Mogoče si boste kaj od tega, kar so za vas pripravili v konobi Rival Trade v BTC-ju, naredili tudi sami za novoletno večerjo. Lepo pozdravljeni! Danes bomo za vas pripravili morsko pojedino. V prazničnem času se dostikrat pripravljajo ribe in tako smo danes kar nabrali za vas nekaj rib svežih in eno izmed njih bomo pripravili in nagradili. Pripravili bomo tudi hobotnico izpod peke, tole je pečeno na oglju, ribco bomo pa spekli na gradelci. Danes sem se odločil, da bom pripravil brancina, tukaj imamo še škrpeno, hobotnico, orado in kovača. Začeli bomo s pripravo hobotnice, ker je čas priprave tukaj najdaljši. Hobotnico smo predtem obarili in rezali zelenjavo na večje kose. Če nimate sača, lahko uporabite tudi doma navadno ponev in spečete v pečici. Medtem ko bomo dal hobotnico na žerjavico, gremo pripraviti hladne predjedi. No, jaz pa grem pripraviti brancina, da ga bomo dali peči na gradilo. Začeli bomo s prvo predjedjo. Tunin tatarski biftek iz surove tune, šarlotke, čilija, sol, poper, malo oljčnega olja in pa z surovimi kozicami na bučkinem krpaču, pokapljan z malo oljčnega olja, limoninim sokom in ščepec mletega popra. Nadaljevali bomo z dimljenim lososom. Pripravili smo gojen norveški losos in pa divji pacifiški losos. Kot se vidi, oba sta bogata z omega-3 maščobama, ampak kot se vidi, je gojen losos bolj masten, zato tudi bolj svetle barve. Oba sta narejena po tradicionalnem načinu, izfilirana ročno soljena in dimljena v klasičnih opečnatih komorah z dimom bukovih sekancev. Pripravili smo še izbor naših namazov. Lososov namaz, bakalarko dalmatinsko, se pravi namaz iz polenovke, ki je narejen z oljčnim oljem. Imamo pa tudi bakalar na belo, ki je narejen z sončničnim oljem, ter postrvino pašteto, ki je narejena iz slovenskih postrvi. Za poslastico od predjedi smo vam pripravili karpačo s hobotnico. Za tiste malo bolj inovativne lahko doma to poskusijo tudi sami. Pri tem uporabijo plastično plastenko, v katero dajo kuhano hobotnico, zamrznejo in nato narežejo na tanke rezine. No, brancina sem očistil in ga pripravil za gardelo. Napolnil sem ga z dišovnicami in nasolil z morsko grobo soljo. Zdaj bom pa pripravil še oglje in z njim na gradelo.
Za ljubitelje sladko-slanih okusov smo pripravili popečeno polento, popečeno bučko s kapesanto, popečene hruške s cimetom in medeno tartufato. In predno preidemo glavni jedi, smo pripravili še široke rezance z vongolami oziroma japonskimi kočicami na belo buzaro. Tule vidite, smo pripravili, zdaj spekli do konca hobotnico in brancina nagradili. Sami biste videli, da je priprava rib dokaj enostavna, za kakšen namik se pa lahko obrnete v naši konobi in z veseljem vam bomo pomagali. Tako kot sveže ribe in izdelke lahko dobite v naših ribarnicah. Upamo, da smo vam z našim prikazom dali kakšen dober namik ali nasvet za kakšno svečano kosilo ali večerjo. Vsem želim dober tek in pa k dobri ribi pa še tudi dobro vino. Mi smo izbrali nocoj ekološkega. Na zdravje! Na zdravje! Jaz pa naj na koncu dodam samo še na zdravje. V novem letu vam naša ekipa želi veliko zdravja, veselja in radosti, pa tudi veliko drobnih stvari, ki vam lahko polepšajo življenje. Srečno in nasvidenje v naši januarski oddaji.